Lep pozdrav in dobrodošli v spletnem tečaju Pozdravi rane preteklosti. Moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh in energijski ekspert za zdravljenje partnerstva. Rad bi na kratko predstavil, kako bo zadeva potekala. V bistvu moja želja je, da bi to bilo čim bolj enostavno, da dejansko bi izgledalo, kot da midva tukaj sediva, vi sedite na drugi strani in jaz se pogovarjam z vami. Jaz vas tukaj vodim in v bistvu potem greva po korak za korakom. V videojih boste dobili korake, navodila, tehnike, na koncu boste dobili tudi en dokument PDF, kjer bo vse skupaj, še en povzetek, kjer bo vse skupaj še posebej potem napisano, kaj morate delati, koliko morate delati in tako naprej, ne. Tako da v bistvu, jaz bi kar predlagal, da pač začneva, se pravim, še enkrat čestitke, jaz verjamem, da dejansko bo to ena pomembnejših odločitev, ki ste jo naredili v vašem življenju. Potem, če imate kakšna vprašanja, bi vas prosil, da mi jih kar pošljite na info@miranpeterman.com. Jaz se bom potrudil, da bom čim bolj enostavno, čim bolj, kolikor se bo dalo v tem konceptu, odgovoril, ne. Zdaj, seveda razumeti moramo, da neke večje premike in neke takšne večje zadeve, za takšne stvari bi vas potem seveda povabil na individualni coaching, ampak dejansko znotraj tega programa verjamem, da boste dobili neke močne osnove, prave korake, da dejansko boste resnično naredili premike, ki si jih želite. Lep pozdrav, Miran Peterman tukaj, gremo mi kar na naš začetek. Najprej bi želel spregovoriti par besed, kaj sploh dejansko so rane preteklosti. V življenju smisel našega življenja je, da smo srečni. Vsi želimo biti srečni, ne. In seveda del tega je, da se znebimo naše nesreče, da se znebimo naše preteklosti. Vsi, imamo neko izkušnjo, da hočemo iti naprej, ampak dejansko naša preteklost nas ovira. Naša preteklost nas blokira, pa se to kaže v različnih, strahovih, dvomih, dejansko v neki senzitivnosti, v nekih dogodkih, ki so se, zgodili v preteklosti in potem sedaj še vedno nas lovijo, včasih bolj ali manj kot neka nočna mora, ne. Včasih so to neki dogodki, ki se nam potem ponovno zaktivirajo v nekem odnosu, ki se zaktivirajo v nekih določenih situacijah, ne. Tako da dejansko poglejmo, kaj se tukaj dogaja, ne. Rekli smo da življenje je energija in mi smo energijska bitja in vse stvari dejansko mi energijsko doživljamo. To pomeni, najbolj seveda doživljamo čustva, ne. Mogoče na tem mestu bi še, naredil majčkeno eno razlago, pojasnitev, ne. Ogromno ljudi je prepričanih, da je problem, da ta naša prtljaga, ne, te naše rane preteklosti so dejansko čustvene rane. Čustva so, naše odzivanje na neko določeno situacijo, ne. Ko se nam nekaj zgodi, ko nam nekdo nekaj reče, ko smo v neki situaciji, se odzovemo čustveno, ne. V tem programu tukaj nimamo toliko časa in dejansko ni namen, ampak dejstvo je, tukaj samo malo omenim, ne, da te čustva mi lahko izberemo. Lep pozdrav, dobrodošli v novem videu. V prejšnjih videojih smo pogledali, kaj so dejansko te rane naše preteklosti, kako nastanejo, in sedaj, danes v tem trenutku gremo na prvi zelo pomemben korak, da lahko dejansko pozdravimo te rane preteklosti. In to je odpuščanje.
Vsi smo že slišali ogromno o odpuščanju, ne? Dejansko vemo, da če želimo iti naprej v življenje, moramo odpustiti svoje preteklosti, moramo odpustiti sebi, ne? Moramo se osvoboditi, moramo dejansko dati to breme, bom rekel, dol iz hrbta, ker, glejte, se veste tisto, zakaj angeli letijo, ne? Zato, ker sebe na lahek način dojemajo. Angeli so lahki, lahkotni, ne? In vedno, ko smo lahkotni v našem življenju, potem gremo lahko naprej, ne? Če hočeš iti hitro nekam, potem moraš imeti malo prtljage. In dejansko naša prtljaga, ne? Mi smo govorili, ena zadeva je pač, bom rekel, te energijske poškodbe, energijske blokade, ne? Ampak dejansko druga stvar, ki je zelo pomembna, pa je dejansko vse to, kar se nam je zgodilo, in vse to je bilo zares in to je treba odpustiti. In vsi to vemo, o odpuščanju vsi govorijo. Ampak zakaj je tako težko odpustiti? Zakaj ima s tem toliko ljudi problema? Vse tukaj ni nekaj novega, Miran, da je nekaj novega odpustiti. Vem, da moram odpustiti. Ok, ampak zakaj še niste? V čem je zgodba, zakaj je odpuščanje tako težko? Vsem nam se je že nekaj zgodilo, ker dejansko pač nismo mogli odpustiti. In vsi vemo, da dokler ne odpustimo, dejansko ne moremo iti naprej. Odpustimo komu? Lep pozdrav, Miran, tukaj. Nadaljujemo z našim energijskim zdravljenjem. Pogledali smo dejansko pač ta naša prtljaga, naše energijske poškodbe, naše energijske blokade, kaj povzročijo, ne? In dejansko ključ do tega je zdravljenje. V prejšnjem videu smo tudi pogledali odpuščanje. Odpuščanje je korak, da se osvobodimo, da dejansko damo iz našega hrbta to breme, ki ga nosimo skozi pač ves čas, ne? Dejansko, glejte, če potrebujete, kar se tiče odpuščanja, če potrebujete skozi ta proces iti večkrat, dejansko pojdite večkrat, dokler pač stvar ni odpuščena, ker pač dokler nismo popolnoma svobodni, pomeni, da nečesa še ne razumemo. Ne razumemo, zakaj se moramo osvoboditi, ne? In dejansko pač uporabljate te tehnike, uporabljate ta proces tolikokrat, koliko ga potrebujete. Če je to, bom rekel, 10krat na dan, je pa pač tu 10krat na dan, ne? Tako da ja, in sedaj gremo naprej na pač to naše energijsko zdravljenje, ne? Ogromno ljudi zmotno, nažalost moram te reči, misli, da čas celi rane, ne? Čas ne celi ničesar, rane celi energija, ne? Ker poglejte, dostikrat pač se zgodi, da mogoče začnem z nekom delati, se pogovarjava, ne? In je ravno v razhodu, ne? Pač partnerstvo se razpada, partnerja se razhajata, ne? In potem ravno, ko smo na tem, da se dogovorimo, da gremo v energijsko terapijo, pač dobim sporočilo, joj, Miran, sem rešila zadevo. Ok, v redu, kaj ste pa rešila? S partnerjem sta se razšla. Najlepša hvala za vso pomoč, ki ste mi jo dal, pač sedaj grem pa, sem se odločila, življenje bo drugače, ne? In dejansko pač, bom rekel, pač terapije ne potrebujem več. To je dejansko največja napaka, kar je lahko naredimo, ne? Ker glejte, v bistvu to, da mi gremo iz nekega partnerstva, iz nekega odnosa, ali pa da gremo iz neke službe, ali pa v nekega druge situacije ven, še ne pomeni, da smo mi karkoli rešili. Bomo sedaj kar začeli z tem našim energijskim pretokom. Jaz si bom pač nastavil timer, včasih lahko si naredim uro, štoparico na računalniku, pač to je samo za mojo kontrolo, da vem, da lahko potem sprostim stvari, očala, karkoli ne rabimo, da vas ne moti, tako da bomo kar šli. Globoko izdihnemo, zapremo učke, globoko izdihnemo spodnji del trebuha.
sprostimo obrazne mišice, sprostimo vrat, rame, sprostimo trebuh, notranje organe, sprostimo kar celo telo. Samo smo, če misli pridejo, kar pustimo, da tečejo, se ne vpletamo, samo uživamo v pretoku nove, sveže, pozitivne energije. Če slučajno začutite kakšno napetost, lepo izdihnemo. Samo smo. Ok, gremo zdaj, kar nadaljujemo v naslednjem videu. Upam, da ste imeli eno čudovito izkušnjo. Jaz bom zdaj malo na kratko povedal, kaj se vam lahko dogaja. Glejte, v bistvu, tako kot sem rekel, pač sedite lepo sproščeni, udobno nameščeni, ne tukaj. Glava je v bistvu boljše, da imate kar naravnost, ne jo dati na kakšen zglavnik, ker v bistvu nekatere stvari pač kažejo potem, da malo katapultirate, katapultirate. Glejte, par stvari. Dihanje. Dejansko se ne rabite ukvarjati z dihanjem, ker pač bistvo meditacije je, da imate pravilno dihanje. Jaz tukaj pač moja izkušnja je in jaz verjamem, da pač ta frekvenca, ta energija poskrbi vse za nas. Glasba, ki jo pač imamo pri tej energijskem pretoku, je dejansko samo zaradi tega, ker pač naši možgani lažje spustijo te naše misli. Lahko se vam bo tudi zgodilo, tako kot se meni zdaj, da potem, ko boste pač nekaj časa v pretoku, mimogrede, spodaj v naslednjem videu boste našli polurni pretok, kjer bo dejansko brez videa, da boste lahko potem delali daljši čas. Ampak, ko se dobro sprostite po tem pretoku, dejansko boste nekako čutili, da sploh nimate potrebe po govorjenju. Ali pa boste malo težje govorili. Tudi jaz zdaj malo se pač moram spet zaktivirati, da spet začnem govoriti. Tako kot sem rekel, glasba, dostikrat dobim pač vprašanje, kakšna je pa glasba, Miran, katero glasbo priporočate? V bistvu glasba, tako kot sem rekel, je samo neka podlaga, če se lahko dejansko delate ta pretok, se sproščate brez glasbe, je super, če vam to funkcionira, če ne, pač tukaj sem jaz našel neko glasbo, lahko kakšna baročna glasba. Dejansko namen glasbe je samo zato, da pač možgani spustijo zadevo, da se lažje sprostite, da možgani misli vam ne šibajo. Ravno tako potem so razna vprašanja glede različnih frekvenc. Je ta frekvenca, je ona frekvenca, je tretja frekvenca. Lep pozdrav, Miran tukaj, danes je z mano Karmen, nadaljujemo z našim spletnim tečajem, kako pozdraviti rane preteklosti. Pogledali smo že, kaj to rane so, kako nastanejo, v kakšnih situacijah pač jih dobimo, skozi katere stvari pač gremo v življenju. Potem smo pogledali prvi korak, ki je pač osvoboditev naše preteklosti, odpuščanje. Povedali smo, kako pomembno je, da odpustimo sebi, okoliščinam, da odpustimo drugim ljudem, in pa začeli smo z prvo tehniko, in to je energijsko zdravljenje. Zdravljenje teh naših poškodb, naših ran. Potem pa smo govorili še o drugem delu teh energijskih
bom rekel, drugi model pač rezultatu teh naših čustvenih izkušenj, to pa so energijske blokade. In danes bomo govorili o tem, kako sprostimo stare zamere, stare bolečine, v bistvu te staro energijo. In Karmen mi dal kar besedo. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni vsi. Dajmo pogledati energijske blokade. Ne? Rekli smo, da se nam te energijske blokade zgodijo skozi vse naše življenjske izkušnje oziroma te poškodbe iz situacij našega življenja, v bistvu nas poškodujejo. Gre za čustva, misli, občutke, ki jih nismo mogli izraziti, ki so nas močno pretresla, močno, bom rekla, iztirila, jih nismo predelali in jih v bistvu imamo zamrznjene v našem energijskem sistemu. In te blokade, te poškodbe v bistvu vplivajo na čisto vse v našem življenju. Na to, kako mi danes gledamo na življenje, kakšne imamo odnose, kako doživljamo stvari. In v bistvu te blokade v nas ovirajo, da bi mi normalno sprejemali in normalno oddajali to, kar si želimo. Ti si govoril, da bistveno bolj reagiramo in bistveno bolj se odzivamo, kot bi se, če ne bi imeli teh poškodb. Glejte, te poškodbe imamo čisto vsi. Eni več, drugi manj, odvisno pa je v bistvu, kaj s tem naredimo, oziroma mi moramo te poškodbe pozdraviti, te energijske blokade sprostiti, da lahko mi normalno in živimo, da živimo polno življenje in polne odnose, tako kot si v bistvu želimo. Lep pozdrav, Miran tukaj. Počasi se bližamo koncu tega tečaja. Pogledali smo pač prvi korak je bil odpuščanje, da se osvobodimo svoje preteklosti. Potem smo, seveda prej smo še pogledali, kaj sploh so te rane, ki jih dobimo, ne? Potem smo delali na zdravljenju naših teh poškodb, ranic, seveda pač kasneje tudi na regeneraciji in polnjenju z novo energijo za novo življenje. Pogledali smo tudi tehniko, kako lahko sprostimo te energijo starih zamer, energijo stare preteklosti. Kaj je potem naprej? Poglejte, če hočemo drugačno življenje, moramo začeti drugače razmišljati. Ogromno ljudi, pač še posebej v tem času tako imenovanega pozitivnega razmišljanja, v narekovajih, če temu rečem, ne, mi dostikrat reče: Miran, jaz ves čas pozitivno razmišljam. Vedno se ujamem, ko začnem negativno razmišljati in tako naprej. Ne. Ampak iskreno vam povem, po 40 letih skoraj, večkrat manj, 35 let, skoraj dela na sebi, osebne rasti, vam lahko rečem, prej sem bil še od 10. leta starosti, sem bil vrhunski športnik, 10 let sem se ukvarjal s profesionalnim kolesarstvom, ne, vam lahko rečem, da te stvari načeloma ne funkcionirajo. Če bi se vi rodili v družino, če bi imeli starše, kjer bi vam starši vsako jutro rekli: Miran, danes bo čudovit dan, danes lahko kreiraš svoje življenje, vse lahko narediš, vedno ti bo uspelo, vedno boš našel pot, vedno obstaja rešitev. Razumete? Če bi moji starši vsak dan mi to ponavljali, potem bi danes imel drugačno življenje, potem bi danes drugače razmišljal, potem bi danes drugačni programi delovali v mojih možganih.